Spoštovane novinarke, novinarji, predstavniki medijev, dobrodošli na virtualni novinarski konferenci, ki jih redno pripravljamo v ponedeljkih ob 12. uri. Danes na temo helikopterskega reševanja v gorah. Namestnik poveljnika 15. polka vojaškega letalstva, podpolkovnik Robert Špernjak in predsednik Komisije za letalsko reševanje Gorske reševalne zveze Slovenije, gospod Toni Smolej, bosta predstavila helikoptersko reševanje v gorah in najnovejše podatke o razmerah v gorah. Prikazali bomo tudi krajši video helikopterskega reševanja v gorah in statistične podatke za lansko leto in za januar 2022. Ob koncu predstavitve boste lahko govorcema postavili tudi vprašanja v zvezi z predstavljeno tematiko. Najprej prosim za kratek video, nato pa gospoda Smoleja za predstavitev. Prosim. Lep pozdrav. Jaz se v imenu gorskih reševalcev in pa Gorske reševalne zveze Slovenije prav lepo pozdravljam. In sem vesel, da smo danes tukaj na tem srečanju, na tej tiskovni konferenci, da predstavimo malo delo gorskih reševalcev, reševanje s helikopterjem, da podamo nekaj informacij tudi v vezi sedanjih razmer, ki so v gorah, in pa nasplošno opozorilo, ki, bomo rekel, ni nič novega, to je neka stalnica. Prav pa je, da povemo že tako na začetku, da je sedaj v tem aktualnem vremenu, da so razmere v gorah v visokogorju izredno zahtevne. Lahko bi rekel, da so priporočili za vse obiskovalce, ki grejo v visokogorje na zahtevne nivoje alpinističnega znanja, kar opozarjamo že kar nekaj časa, s tem pa, da tudi ugotavljamo, da temu ni tako. Kajti obiskovalcev je nenormalno veliko, s tem pa tudi znanje v pomanjkljivem stanju. Rad bi tudi poudaril, da vedno tudi sugeriramo, predlagamo, prosimo, moledujemo, kako naj izbirajo tematiko oziroma pohode, ture vsi obiskovalci gora. Vendar moram reči, da je ena od pomanjkljivosti, ki jo opažamo tudi v tem, da ogromno obiskovalcev gre na osnovi videnih fotografij, ki so objavljene na spletnih straneh. Res, da so res idealne razmere, vendar tudi zahteva idealno znanje vsakega obiskovalca, ki se odloča, da gre za neko turo. Moram reči, da pripravljenost vsakih posameznikov, ki ugotavljamo tudi po nesrečah, ni na najvišjem nivoju, na takšnem, kakršnemu bi mi pač želeli, ampak žal temu ni možno preprečiti, če se vsak sam ne odloči in ne preveri, kam gre in kaj ga čaka na zahtevne oziroma kakšno tehnično znanje ima. Tudi to je ena od pomanjkljivosti, ki jo opažamo, da če že imajo tudi tehnično opremo, ne pomeni, da jo tudi pravilno uporabljajo oziroma da jo sploh ne znajo uporabljati. Druga stvar, ki jo opažamo tudi po teh hudih nesrečah, ki so bile tam, ko pride do teh zdrsov, in v primeru, da bi bilo to pravilno uporabljena oprema, pravilno varovanje, sigurno ne bi bilo tako hudih posledic, kot so bile. To pomeni, da pripravljenost ni na takem nivoju, za kakršno turo se pač mi odločimo. Zdaj, na kaj treba biti pozoren? Jasno, da je treba biti pozoren na vsa tista pobočja, za katera vemo, da so poledenela, da so to severne strani, ki so zdaj v teh trenutkih izredno nevarna, vetrovi in temperature, preobrazba snega je naredila svoje, tako da se vsak zdrs, ki se zdaj pripeti v teh pobočjih, je zanesljivo, če se takoj ne ustavimo, je poguben. In tega se tudi bojimo še za spomladansko obdobje, čeprav imamo zdaj, kar se tiče prvih dni v januarju, zelo slabe izkušnje. Drugo stanje je sama pripravljenost pohodnika v zdravstvenem smislu, kako so oni pripravljeni za te ture, a so psihično in pa fizično sploh pripravljeni. Pokaže se, da tudi fizično niso sposobni tega preveriti oziroma dati skozi tisto turo, za katero se odločijo. Moram reči, da v določenih primerih, ko ugotavljamo tudi sama oprema, lahko rečem, da nekje na visokem nivoju, sploh pa kar se tiče turne opreme, zaradi tega, ker COVID je dal svoje. Smučišča so bile zaprte določeno obdobje, ljudje so videli, da je turno smučanje zelo lepo, bom rekel, idealno, bom rekel, kaj jaz vem, idealno za vsakega posameznika, vendar je pa tako zahtevno, da se šele potem vidi,
ki pridejo na samo turo, da temu ne obvladajo, čeprav opremo imajo pa vrhunsko, kar ne pomeni, da te oprema pol rešiš ti, ne oprema tebe. Zdaj, kar se tiče samih usposobljenosti vseh pohodnikov ali pa obiskovalcev gora, ugotavljamo, da nekateri imajo določena usposabljanja, nekateri pa popolnoma ne. Nekateri še zmeraj jemljejo zimske ture kot sprehajalne, ko je lepo vreme, gremo se nekam na eno turo, vidijo, da se da priti nekam, kakorkoli, vendar ne razmišljajo o sestopu. To je eno, v visokogorju to. Kar se pa tiče ostalih pohodnikov, ki so nižji, bomo rekel, v nižjih predelih, pa uporabljajo določeno opremo, ki je primerna, oziroma jo pa tudi ne znajo uporabljati ali jo ne dajo pravočasno v uporabo na noge. Zato tudi ogromen poškodb, kar se tiče nižjih predelov gora, kar pomeni, da tam so normalne poti, so tudi poledenele in tudi tega se ne zavedajo. Žal moram reči, da opažamo, tudi ali vikend smo bili v Krvankah, nenormalno veliko obiskovalcev, nenormalno veliko obiskovalcev s tenis copatami, tako da se čudiš poj, da je sploh tako malo dogodkov, kakor jih je. Pričakoval bi, da jih bo celo več na številu udeležencev in pa na številu opreme oziroma na kvaliteto opreme, ki jih vidimo. Zdaj, kar se tiče gorske reševalne službe, moram reči, da mi, kar se tiče helikopterskega reševanja, sodelujemo z Slovensko vojsko na zelo kvalitetnem visokem nivoju s temi plovili, ki jih Slovenska vojska uporablja. Moram reči, da morajo biti ponesrečenci s tem, ki nudimo to pomoč s temi plovili in pa s tem znanjem, ki je na visokem profesionalnem nivoju. Potrebno je tudi povedati, da smo v Sloveniji edini v Evropi, ki imamo sodelovanje amaterjev, reševalcev in pa profesionalnih ekip, tako kot so posadke Slovenske vojske. In tudi edini smo v Evropi, ki ta sodelovanje stremi na tem zelo visokem profesionalnem nivoju in moram reči, da ponesrečenci so lahko hvaležni, da imajo tako kvalitetno oskrbo, kar se tiče tudi strani naše medicine in pa strani prevoznikov. Jaz bi temu rekel, da je to luksuzna oskrba. Tega v tujini sigurno ni, oziroma so drugi ekonomski pogoji. Zdaj, kar se tiče same statistike, oziroma preden pridemo na kakršnekoli številke, bi rad rekel, da v Sloveniji, kar delamo z temi posadkami, imamo v tem trenutku 61 reševalcev letalcev in pa od tega imamo 18 zdravnikov, ki so usposobljeni za delo s helikopterjem. Prav je, da povemo, da je delo s helikopterjem in pa s temi reševalci letalci in pa zdravniki ena stopnja bolj zahtevnosti kot pa v klasičnem reševanju. Kajti to, moram reči, da so to zelo stresne situacije, da če pomislite, da je na dan 8 dogodkov in da od teh 8 dogodkih v 2 primerih lahko pride do situacije, ko ni več pomoči, potem veste, da je kakšna obremenitev in za tistega, ki to dela in za tistega, ki to šofira v helikopterju. Tako da moram reči, da so to stvari, ki poudarjamo na to, poudarjamo tudi samo usposabljanje teh reševalcev letalcev z posadkami. To pomeni, da mi, vsak reševalec letalec, je prav, da veste, da to niso ljudje, ki bi šli doma iz dnevne sobe, pa bi šli reševati, ampak to so ljudje, ki morajo na leto opraviti vsa usposabljanja v okviru teh posadk, z posadkami, tako da so eni in drugi usposobljeni za to delo. Na leto opravimo 60 ur usposabljanja, tako za zimsko, tako za letno usposabljanje. In šele na osnovi tega, ki imamo, tudi smo edini v Evropi, ki imamo module v okviru zaščite in reševanja, ki je tudi nosilec tega in pa prevoznik kot Slovenska vojska, mi pa izvajalci potem določene module, katere pač moramo izpolnjevati in edini smo tudi v Evropi, ki imamo to določene v okviru sistema. In to je sistemsko tako rešeno, da moram reči, da smo vzor za vse ostale naše sosede. Res pa, da je to, bom rekel, sklop sodelujočih od uprave do Slovenske vojske in pa do izobraževalnega centra, ki res skrbijo, da mi te pogoje sploh lahko izpolnimo in če tega ne bi izpolnjevali, pač ne bi tudi reševali. Tega se pač moramo zavedati. In mislim, da nam to uspeva, čeprav z velikimi napori, vendar kakorkoli, če se za to odločimo, pač to moramo upravljati. Žal moramo pa reči v končni fazi tudi to, da to reševanje je, bom rekel,
zelo zahtevno, nevarno, vedno se bojimo tudi za nas same, konec koncev namen imamo, da če gremo zjutraj v domu, da se zvečer vrnemo, ampak 100% varnost ni zagotovljena. Vemo, da smo v lanskem letu upravili skupno preko 630 reševalnih intervencij, da smo od tega upravili 50% z pomočjo helikopterjev in lahko povemo, da smo zdaj prišli na 50% reševalnih z helikopterjem. To je odstotek, za katerim stremimo in moram reči, da smo po 10 letih smo prišli do tega procenta. Tak procent reševanja s helikopterjem smo imeli pred 10 leti, no, in moram reči, da lansko smo spet prišli do tega procenta, ker smo zelo zadovoljni, vendar moramo vedeti, da v 10 letih se je vsako leto povečalo število reševanj za 10%. Kar nam pa številke kaže, kakšno se nam številke kaže v letošnjem letu, pa ne bi upal reči, da bo to samo 10%, kajti letošnji januar moram reči, da je bil pa in za nas, za reševalce, ki se s tem ukvarjajo, nenormalno slab. Moram reči, da toliko mrtvih v enem tednu, kot smo imeli v januarju, in pa toliko akcij, kot smo jih imeli letos v januarju, pa ne upam predstavljati, da bi se ta trend nadaljeval, ker konec koncev to pa spet nikamor več napelje. Jaz bi resnično apeliral na vse udeležence, da konec koncev, da se pa tako poceni naše glave dajo, pa mislim, da nima smisla. No, vsak bi le mogel se odločiti zjutraj, ka nekam gre, oziroma en dan prej, kam gre, da le malo preštudira, ali njegova glava tako malo vredna, da jo drug dan pa tako poceni damo skozi nekam drugam, ki ne bi bilo treba. Tako da zdaj v januarju 41 nesreč, od tega 9 mrtvih, mislim, da je to številka, ki je preslaba in moram reči, da apeliramo, prosimo, kar že skozi opozarjamo, dajmo se merkati, nima smisla, da gremo čez rezino noža. Tako da včasih, ko se pogovarjamo o teh številkah in pa ko dajemo nasvete, sugestije, se sprašujemo, a je sploh še smisel kaj opozarjati. Se konec koncev, a te sploh še kdo posluša. Nenormalne trume ljudi v hribih, nenormalne obiskovalci v predelih, ki sploh se ne predstavljamo, da sploh tja grejo, ampak konec koncev Slovenija je odprta, vsak gre kamor hoče, in na konec koncev rezultat je pa tak, da pride klic 112, gremo tako reševalci, s tem, da moramo povedati tudi to, da niso obremenjene samo posadke in pa reševalci, letalci in pa zdravniki. Povedati treba, da vsaka intervencija, ko gre helikopterska posadka v dogodek, gre tudi klasična ekipa. To pomeni, da so takrat poleg teh ekip obremenjene še klasične ekipe. In tega ljudje sploh ne vejo. Mi se moramo zavedati, da za en dogodek je, recimo, piši 15 ljudi v pogonu. Ampak za gune, ki grejo klasično, se sploh ne ve se samo za posadko oziroma za letalce, ki so naložili, pobrali, peljali v bolnico in so rešeni. Za gune pešake, recimo, ki so ravno tako v dogodku, poben ne ve. In prav, da tudi to povemo, da za vsak dogodek, recimo, piše minimalno 15 ljudi v pogonu. In moram reči, da je to zalogaj, ki ga v Sloveniji, bomo rekel, zaenkrat še pokrivamo, s tem nivojem našem, ki ga imamo, vemo, da smo volonterji, da nismo profesionalci, in konec koncev, da stremimo za tem, da gremo čim bližje ponesrečencem s kvalitetnim prevozom in pa s kvalitetno oskrbo. S tem, da smo tudi, veste, da imamo dežurstvo, da smo lansko leto imeli dežurstvo 130 dni na leto, da je bil v času dežurstev največ akcij, kar je tudi razumljivo, in da smo šli korak naprej, tako da bomo letos v januarju oziroma v februarju imeli od 1. 2. pa do 6. 3. vsak dan reševalca, letalca na Brniku. Ravno tako je zagotovljeno plovilo, da bo v času zimskih počitnic posebej plovilo za HNM, pa posebej plovilo za hribe, tako da stremimo za tem, da bomo čim bližje ponesrečenca, da skrajšamo tisti odzivni čas do njega. S tem, da tudi planiramo v 6. mesecu v letošnjem letu že dežurstvo vsak dan, ne samo vikende, in lahko s tem že povemo, da bomo na leto imeli skoraj 50% dni pokritih z dežurstvom in to za amaterji. To pa moram reči, da je to zadeva, ki je prav, da jo vsi vejo, da jo spoštujejo, kajti tega v Evropi ne boste doživeli. In še zmeraj smo pripravljeni, smo in bomo
se trudili, imamo interes, s tem, da tudi pohodniki naj nam grejo malo nasproti, naj se nekaj bolj mirkaj, da bo teh dogodkov čim manj, sploh pa tistih najbolj tragičnih. Hvala lepa. Prav, hvala, gospod Smolej, za to izčrpno predstavitev in za apel vsem, ki odhajajo v gore. Zdaj pa prosim še podpolkovnika Špernjaka, da predstavi še delo Slovenske vojske na tem področju. Podpolkovnik, prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav še z moje strani. Da še predstavim delo Slovenske vojske na tem področju. Skladno z sklepom Vlade Republike Slovenije helikopterske nujne medicinske prevoze in gorsko reševanje izvajajo državni zrakoplovi, to pomeni Slovenske vojske in policije. V ta namen Slovenska vojska zagotavlja vse dni v letu, v vidnem delu dneva, helikoptersko posadko za HNMP, torej helikoptersko nujno medicinsko pomoč na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru, dodatni helikopter za HNMP na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani in v poletnem času in zimskih počitnic še dodatni helikopter za gorsko reševanje, prav tako na Brniku. Posadke in helikopterji so v 15-minutni pripravljenosti, to pomeni, da maksimalen čas od prejema klica do vzleta je 15 minut, v povprečju pa se to izvede nekje v 7 minutah. Torej od časa obveščanja, od aktivacije ponesrečenca, klica na 112, na center za obveščanje in aktivacije posadke, povprečni čas je nekje 7 minut do vzleta helikopterja. Če pogledamo razpredelnico, kot je že prej gospod Smolej omenil, vsako leto se število posredovanj v gorah in helikopterska reševanja se povečuje nekje za 10%. Leta 2012 smo tako izvedli nekje 91 helikopterskih reševanj, dočim lansko leto pa smo se že krepko približali številki 200 in tukaj še treba prišteti posredovanja policijske enote, tako da za tem trendom se bomo kmalu približali številki 300. Ekipo za reševanje, helikoptersko ekipo sestavljajo 3 člani posadke vojaškega helikopterja, se pravi pilot, kopilot in tehnik letalec, potem zdravnik letalec, gorski reševalec in policist. Oprema v helikopterju se razlikuje od opreme, ki je v helikopteru namenjenemu za helikopter HNMP, helikoptersko nujno medicinsko pomoč, in sicer največja razlika je v tem, da je noter nameščeno elektromotorno vitlo, vrvna ograja, osnovna medicinska oprema za spremljanje osnovnih življenjskih funkcij in sanitetni material. Dočim v helikopterju za HNMP je pa nameščen posebni medicinski modul, ki ima še več opreme za spremljanje življenjskih funkcij. Naj omenim še nekaj posebnosti gorskega reševanja. Slovenske gore so izredno lepe, tako za pohodnike, kot tudi za letenje. Vendar so prav tako lahko istočasno zelo nevarne, če ne upoštevamo pogojev v gorah in aktualnih vremenskih razmer, ki se pa lahko v hribih zelo hitro spremenijo. Najvažnejša posebnost je ta, da moramo biti vsi, ki se nahajajo tisti trenutek v helikopterju, usposobljeni. Se pravi, vsak mora se zavedati svojih nalog in to opraviti brezhibno. Tako piloti, tehniki, kot tudi reševalci in zdravniki. Vsaka napaka je lahko usodna. Potrebno je upoštevati pri letenju v gorah zmogljivosti helikopterja,
ki se zmanjšujejo z višino, z temperaturo, z vlažnostjo. Prav tako je potrebno spremljati vremenske razmere, vidljivost se lahko drastično zmanjša, padavine se lahko pojavijo in pa prav tako veter nam včasih zelo lahko oteži reševanje. Mi se trudimo, da smo vedno čim prej pri ponesrečencu, zato je še tako važno, da dobimo točne podatke o mestu ponesrečenca, da so ponesrečenci ustrezno oblečeni, da jih lažje najdemo in tako zmanjšamo čas reševanja. Na koncu bi še omenil, da bo naslednje leto 30 let od prvega reševanja v gorah z helikopterjem Slovenske vojske in pa bi seveda čestital predsedniku Gorske reševalne zveze za visok jubilej, 110. obletnico požrtvovalnega, strokovnega, uspešnega dela in tako jim želim tudi vnaprej in uspešnega sodelovanja seveda z Slovensko vojsko. Hvala, gospod podpolkovnik. Zdaj pa prosim vas, novinarke in novinarji, da postavite gostom vprašanje. Idealno bi bilo, če najprej vprašate podpolkovnika Špernjaka, če vas kaj zanima v zvezi z vojsko, potem pa drugi del vprašanj naslovimo na gospoda Smoleja v zvezi z reševanjem. Imamo kakšno vprašanje? Jerneja Grmadnik, revija Slovenska vojska, prosim. Dobar dan, lep pozdrav. Vprašanje imam za podpolkovnika Špernika, glede kadrovske slike v helikopterski eskadrili in kako je v bistvu za usposabljanjem, ko nekdo pride v enote Slovenske vojske, do tega, da potem v bistvu sodeluje pri gorskem reševanju, govorim seveda o posadki Slovenske vojske. Hvala. Kadrovska slika zaenkrat je še zadovoljiva. Kar se tiče s pilotskim kadrom, nimamo težav. Predvidevamo v prihodnje, da bi lahko imeli mogoče kakšne težave z tehničnim kadrom, se pravi z tehniki letalci ali letalskimi tehniki, se pravi za vzdrževanje helikopterjev. Vendar Slovenska vojska dela na tem področju pri pridobivanju kadra in mislim, da ne bo težav v prihodnje. To bomo skušali odpraviti. Drugače pa usposabljanje poteka na več ravneh. Pilotsko usposabljanje se že začne v času študija na Fakulteti za strojništvo, smer letalstvo in po pridobitvi štipendije Ministrstva za obrambo. Kandidati začnejo že z pilotskim usposabljanjem v naši letalski šoli Slovenske vojske. Prav tako za letalske tehnike, ki končajo počasniško šolanje, pridejo v 15. polk in nadaljujejo z strokovnim usposabljanjem za letalskega tehnika. Prav, hvala lepa. V redu, odgovor? Sandra Boršič. Hvala. Sandra Boršič, prosim. Ja, živijo jaz v 24. Eno vprašanje, oziroma 3 vprašanja imam. Zopet črni vikend za reševanje v gorah. Videli smo turni smuča, tudi nekaj videoposnetkov, če bi nam lahko pisali, kako je potekalo to reševanje. Pa tudi v gorah je vedno več ljudi, kot ste že omenili na začetku, posledica predvidevamo, da je tudi ta koronski čas. Kaj ugotavljate? So tudi mogoče socialna omrežja eden od tistih razlogov, zakaj se ljudi odločajo, da bodo šli v gore, pač ker so videli neko fotografijo in zato se tam odpravijo, če tudi zato nimajo ne zmožnosti, ne opreme. In tretje vprašanje, omenili ste na začetku zelo slab januar, skoraj da nedine vikend, ko ne bi poročali o smrtnih žrtvah v hribih ali gorah. Ste doživeli kaj takega, gre za rekorden mesec, kar se tiče nesreč in reševanja. Vprašanja so nudili za oba sogovornika, tako da tisti, ki želi povedali, naj odgovori. Hvala. Prav,
bo podpolkovnik samo pogled Slovenske vojske ali pa pilota reševalca na kratko, pa predlagam, da damo besedo. Prosim. Ja, nedvomno socialna omrežja sigurno prispevajo k temu, da spodbudijo ljudi, da v teh koronskih časih se odločijo za obisk gora in sigurno, da marsikdo nepremišljeno in zaradi tega je tudi porast teh nesreč prisoten. Kar se tiče reševanja tega, bo gospod Smolej povedal. Tako, mislim, kjer je še bilo vprašanje? Ne, v redu, glede družbenih omrežij pa je pač stvar objav in koga to pritegne, zagotovo imajo določen vpliv tudi družbeno omrežje. Prav, podpolkovnik, hvala lepa. Gospod Smolej, prosim vas, če sedete na vroči stol in poskušate povedati svoj pogled na to vprašanje. Če sem prvo zastopil, gre se za številke januarja, če mi je bilo jasno, in pa ta turni smučar, gospa, je bilo to vprašanje, ne? Ja. Številke januarske smo pač povedali, da so, bom rekel, za ta obdobje prevelike, število nesreč smo rekli, da jih je bilo 41, da je bilo od tega v 9 primerih žal posredovanje prepozno, ker moram reči, da je tudi za nas zelo zaskrbljujoče. Kar se pa tiče, če sem prav razumel, tretje vprašanje v vezi tega turnega smučarja na južnem pobočju Stola, če je bilo to mišljeno za to vprašanje. Lahko rečem, da je bilo to zelo zahtevno, prvič iskalno delo za gorske reševalce, da je bilo, moram reči, prva akcija je potekala v večernih urah, po noč do 3, potem pa zjutraj nadaljevanje ob 7, tako da nekje je bil potem pogrešen najden okrog 9. ure. Bil je sicer avstrijski državljan, zdrsno je iz Velikega Stola, tako da moram reči, da je tukaj sodelovanje bilo tudi z našimi severnimi sosedi na zelo visokem profesionalnem nivoju, da so tudi Avstrijci že v nočnem času z helikopterjem in pa z videokamerami poskušali najti na svoji strani tega izgubljenega avstrijskega državljana, pa pač niso bili uspešni. Tako da smo pa mi na drug dan v jutranjih urah našli tega ponesrečenca na naši slovenski strani. In pa še za socialna omrežja so vprašali, nek vpliv zagotovo imajo. Ja, zanesljivo prevelik vpliv, ker konec koncev vse te fotografije, vse te objave, kako je lepo, ko smo se fajn imeli, potegne za sabo določeno število ljudi. In v tej masi ljudi, ki potem grejo, je siguren določen odstotek ljudi, ki temu niso sposobni. In posledice so potem take, da pač mi gremo. Prav, hvala lepa. Potem imamo še vprašanja v chatu. Eno od vprašanj se glasi, glede na to, da smo soočeni z več kot 200% porastom akcij, ali bi potrebovali še kakšen helikopter več. Torej, tu bi prej apelirali na to, da je nesreč manj, kot pa da je helikopterjev več, ampak kakorkoli. Vaš pogled morda na to. Prvo drži to, kar ste vi rekli. Stremimo, da bo manj nesreč, samo to govorimo že, bom rekel, 20 let, pa nam to ne uspeva. Procent gre gor. Kar se tiče dodatnih prevozov oziroma plovila, mi stremimo za tem in tudi smo v stalnem pogovoru z obema prevoznikoma, da bi bilo eno plovilo namenjeno samo za reševanje v gorah. Določeni dnevi to pokrijejo, moram reči skoraj polovico na leto, so pa določeni dnevi, ki zaenkrat niso pokriti, ampak takrat se pa nekako stvar reši v dobrobit ponesrečenca. Še zmeraj se dobi prevoznik, mogoče je več zamika, da ni tako dober odzivni čas, kot je prej podpolkovnik povedal, ampak zaenkrat moram reči, da se še ni zgodilo, da bi nekdo za to izgubil življenje, ker ni bilo takoj reagirano. Saj mislim, da tega primera ni in tudi zagotavljam z naše strani, pa tudi predvidevam za strani prevoznikov Slovenske vojske ali pa policije, da vsi za tem stremimo. Zaenkrat pa nimamo jasno profesionalne ekipe, ki bi to delali vsak dan, to je pa res. Prav, hvala lepa. Še kakšno vprašanje v živo?
Sandra, še eno? Jaz imam samo vprašanje, če bi lahko te fotografije in video posnetke nam kakorkoli posredovali po mailu, tam medijem, da to objavimo. Ja, hvala. Še kakšno drugo vprašanje? Potem pa imamo še vprašanje napisano. Jure Grčar, kako napreduje nadgradnja Bela 412, kaj vse bo obsegala nadgradnja, tudi v luči ideje, da bi se 4 helikopterji namenili za helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Zdaj, podpolkovnika bom prosil, če odgovori na to vprašanje, kolikor je pač v pristojnosti Slovenske vojske. Podpolkovnik, prosim. Hvala. Glede na starost helikopterjev, približno tam od 25 do 30 let, kar za helikopter ni veliko, je v načrtu, da v naslednjih letih izvedemo nadgradnjo, vendar to pomeni posodobitev navigacijske in komunikacijske opreme, ki trenutno še dosega standarde evropskega letalstva, kmalu pa ne bo in zato je potrebno to obnoviti. Kar se pa tiče nabava novih helikopterjev za HNMP, je pa ni stvar nas kot izvajalca, ampak se odloča na višjem nivoju. Prav, hvala. Hvala obema. Če ni več vprašanj s strani novinarjev, novinark, naj se vam za konec samo še zahvalim za vašo udeležbo, tudi za vaše vprašanja. Posnetek konference bo objavljen tudi na YouTube kanalu Morsa, vabljeni, da si jih ogledate tudi tam. In za konec še vabilo, da spremljate naše virtualne novinarske konference vsak ponedeljek ob 12. uri. Srečno, hvala in lep dan. Srednji.